Predsednica vlade Španije trdi, da je nori prevzem Cuence za njimi in da so se uspeli znebiti migrantov. Toda prizori na terenu so nekoliko drugačni. Mislim, ali to izgleda, kot da so se znebili večine ljudi, ker meni se ne zdi tako. In imam dobesedno desetine in desetine posnetkov, ki vam jih lahko pokažem iz norosti, ki se dogaja. Mislim, ne bom vam lagala, prav? To je fotografija, ta moški jo je objavil, posneta je 250 metrov od moje hiše. Imam dve deklici, stari 3 in 7 let. Morala sem jih pospremiti vse do pristanišča, skupaj z možem, da so lahko 3 otroci odšli. Prav, tukaj je moški, ki hodi naokoli s čim? Mečem. Dobesedno mečem med to infiltracijo. Mislim, poglejte to. To ni tisto, kar si resnični iskalci azila želijo početi. Prihajajo samo zato, da uničujejo in zastrašujejo. Poglejte to. To je noro in zblaznjeno. To je še en moški, ki preklinja politične šefe, ki si drznejo reči, da je vse spet normalno. To je le 3 minute od moje hiše. To je bilo objavljeno pred 14 urami. Povejte mi, kako naj zdaj sploh stopim ven, ne da bi mislila, da me bo nekdo, nekaj se mi bo zgodilo. Prav. Ja, vse je urejeno, ljudje. Vse je urejeno, ljudje. Ne skrbite. Vse je urejeno, ljudje. Ni urejeno. Je popoln razpad. Mislim, poglejte to. Kaos na meji španske severnoafriške enklave v Maroku. To je mesto, ki se imenuje Suta. Gledate, kako jih na tisoče prebija ograjo in popolnoma preplavi mejno policijo. Njihov posnetek prikazuje ogromne skupine ljudi, večinoma mladih fantov vojaške starosti, stiskajoči se v napihljive zračnice ali pa prihajajo na obalo na drug način. Nekateri izmed njih čakajo v vodi, ko prebijajo vrata, da pridejo na drugo stran. Sandra, to spominja na to, kar smo videli med odprtimi mejami v času Bidenove administracije med letoma 2021 in 2024. Nekako podobno temu, kar smo videli v Del Riu leta 2021. Socialistična agenda, njihov program dobesedno pravi, da želijo ukiniti meje, ukiniti nadzor nad priseljevanjem, imeti popolno svobodo gibanja. Tako to izgleda. Ta novinar New York Timesa je dobesedno rekel, da so ti ljudje prišli, ker so iskali boljše življenje v državi z več priložnostmi. In to je popolnoma napačno. Ti ljudje so prišli, da povzročijo čim večji kaos. Poglejte, kako so se obnašali, ko so prišli v Španijo. Ali to izgleda kot ljudje, ki želijo zgraditi boljše življenje z več priložnostmi? Počakaj! Počakaj malo! Pravkar si to videl. Ali ti to zgleda kot ljudje, ki so prišli po priložnost, ali kot nekdo, ki je prišel povzročati kaos? Mislim, resnično, osrednji mediji mislijo, da smo idioti. Res mislijo, da smo idioti in zato je takšno poročanje izčrpavajoče, dolgočasno in nadležno. Sploh ne boš podvomil dejstvo, da so te policisti, ki so sicer zelo strogi glede meja, kar naenkrat rekli, v redu, kar pojdite čez. Kaj misliš s tem? To je zgodba, o kateri bi morali vsi postavljati vprašanja in iskati odgovore. Kaj za vraga? Zakaj bi Maroko poslal vse te ljudi čez mejo? To je vprašanje, ki ga imajo vsi v mislih. Kako lahko pride do takšne invazije? Kako lahko Sanchez še vedno misli, da jo lahko zagovarja? Kako je še vedno na oblasti? In kako Maroko to spodbuja, pa nihče ne opozarja na to? Mislim, ljudje, ali izgledamo neumni?